Pozdravljeni, moje ime je Uroš in vi ste v AV kuhinji za najboljše. Danes smo se odločili, da bomo za vas pripravili narezke. In sicer pri narezkih bomo vam pokazali, poleg vseh stvari, ki pripadajo narezkom, tudi pašteto. Kako se naredi domačo piščančjo pašteto. Jaz verjamem, da si veliko vas želi enkrat narediti doma sam svojo pašteto. Naredili bomo iz piščančjih jetrc. Takole smo kupili jetrca. Morate biti zelo pazljivi pri teh stvareh, da vso odvečno maščobo izložite stran, ledvička, ki so grenka, po možnosti tudi žolč, ki vam lahko pokvari vso pašteto. In sicer naredili bomo tako, da bomo dali maslo. Pašteta se vedno dela na maslu, zaradi okusa, na ponvico. Damo čebulo, katero ni potrebno nasekljati, ker se pašteta zmiksa v multipraktiku. Noter sem dal še 2 stroka česna. Tukaj le pražimo čebulo. Dali bomo jetrca, katere smo očistili. Začimbe bomo dodali naknadno, sol, poper pa tudi. Jetrca bomo takole pražili približno 10 minut. Po 10 minutah jih bomo odstavili, ohladili, dali multipraktik, zmiksali, dali sladko smetano, belo vino, sol, poper, začimbe in pa beljak in vse skupaj dali v model in dali v pečico. V pečici bo približno 40 minut, potem se mora samo še ohladiti, narezati in namazati na kruh. Naša pražena jetrca so se v tem času fajn ohladila, tako da nič ni treba biti slabe volje, če je mogoče kakšen malo manj pečen, da imate občutek, da je kakšen bolj srov. V vsakem primeru se bojo še v pečici pekle, tako da nič skrbeti za to. Takole mi bomo tole zdaj dali lepo fajn miksati in bomo zmiksali v kremo. Postopoma bomo že v maso dodajali sladko smetano. Pašteta je zmiksana, je narejena v kremo. Zdaj pa tako. Pašteta zahteva ogromno maščobe. Več je maščobe, bolj se bo mazala, manj je maščobe, bolj bo razpadala. To je pač vaša odločitev. Če hočete imeti bolj mastno, bo lepša, lepše se bo mazala, ampak bo več maščob noter. Tako da mi bomo naredili z malo manj maščobami. Tukaj sem pripravil še 3 beljake, katere bomo penasto stepli in jih umešali v pašteto. Dodali bomo še začimbe, dodali bomo tudi majaron, origano, belo vino, sladko smetano in pa jasno še konjak. Preden bomo dali pa tole pašteto kuhati v pečico, jo bomo pa obložili z tole mursko šunko. Zdaj lahko date noter v pašteto tudi sezam, lahko date noter bučna semena, lahko date bučno olje. Bomo naredili mi z bučnimi semeni, danes bo še boljše. Takole, jaz bom tole zdaj stepel. Pašteto smo zmešali, dali smo noter vsa zelišča, vse začimbe. Tukaj smo stepli beljake. Kdaj vemo, da so beljaki ta pravi? Takrat, ko ne padejo na glavo več. Obljubili smo, da bomo naredili pašteto z bučnimi semeni. Ponvica je segreta, bučne semena bomo samo toliko prepražili, da bojo dobila okus, ne da jih bomo zažgali. Takole beljake previdno utepemo odnosno umešamo, da jih imamo tepel v pašteto. Bučne semena. Zdaj pa pika na i. Smo rekli, da bomo tale naš model oblekli s šunko. Takole. To pa zato, da ko se bo pekel, da bo dobila naša pašteta še dodatno izboljšan okus. Je treba biti pa zelo pozoren pri teh stvareh, ker tole, ko se peče ali kuha, zadeva zna biti zelo trda in je na koncu malo problem pri rezanju, ampak mi se s tem ne bomo zdaj ukvarjali. Pašteta mora biti pokrita z vseh strani, zato to delam. In v pečico. Približno 25-30 minut. Dali bomo še tele 3 rumenjake. Je tako, če imamo občutek, da je pašteta preredka, jih damo noter. Drugače ni nobene potrebe, ker se nam lahko na koncu zgodi, da bo zadeva pretrda. Ja, tako kot dojenčka v poljstici bomo pokrili. Pokrili bomo še z navadno prozorno folijo. Te folije so danes vse odporne na temperaturo do 120 stopinj, 130, ni noben problem.
in nič ne škoduje, nikakor pa ne zavijati v aluminijasto folijo. En nasvet, med kuhanjem se folija napihne. Ko jo vzamete ven, počakajte, ker je noter zelo vroč zrak. Ne jo takoj začeti odpirati, ker se zna zgoditi, da se zelo peče. Torej, dalje bomo peči za približno 30 minut, glede na to, kako je velika. V pečico mi bomo dali na 120 stopinj, v bistvu na 100% paro. Se pravi, dalje bomo kuhati. Če vi doma nimate navadne pečice, v bistvu nimate konvekcije s paro, vam povem, kako vi to rešite. Vzamete pekač, v njega nalijete vodo do polovice, date pekač v pekač in v bistvu imate ene vrste benmari. V tem primeru date vi to kuhati na 140, v bistvu date peč na 140 do 150 stopinj. Pašteta gre v pečico. Torej, naša pašteta je gotova. Zdaj bomo tole je odprli. Pazimo na prste. Tole. Zdaj bomo dali hladiti. Čaka nas še cirka 2-3 ure, da se popolnoma ohladi. Je pa tako bolje hladna, lažje se bo rezala. Vmes smo vam pripravili še narezke, malo kanapejčkov. In sicer pripravili smo vam iz Ave Prestige narezkov, kateri so pakirani s posebnimi inertnimi plini in imajo rok uporabe do 1 meseca. Torej, če kupite danes, vam lahko pridejo obiski v roku 1 meseca in jim boste postregli super svežo salamo. In sicer imamo tukaj recimo iz tunke, tukaj imamo mursko šunko, rolanco, tukaj smo pa sami naredili iz kruhkov. In sicer smo si pomagali tako, da smo vzeli kruh, vzamete kozarec, naredite luknjo, vzamete poljubno salamo. Jaz bom tukaj vzel zdaj tole hamburger slanino, date košček sirčka gor, zrolate, vzamete zobotrebc, date prvo gor paradižnik, nabodete na salamo, na kruh in postavite. To je eden. Pokazal bom pa še enega, en zelo dober namig, kako delati iz bučke. Sicer noben jo ne more z nožem tako lepo tenko zrezati, kot jo zreže lupilec za krompir. Zrezali bomo 3 lepe tanke rezine. Tukaj sem naredil en namaz iz skute bučnega olja, bučnih semen in pa parmezana. Bučke bomo eno malenkost posolili in damo tako na začetek nadeva in takole zadevo zrolamo. Postopek ponovimo enako, kot smo ponovili z salamo. Obod, kar naenkrat vsi postanemo največji profesionalci. Zdaj bomo zrezali pa tole super paštetko, da vidimo, kakšna je ratala. Okay. Krožnik, na katerega bomo tole servirali. Narezke smo končali. Zraven bomo ponudili belo vino, odlično vino in sicer zeleni silvanec. Ko slike pove več kot 1000 besed. Dober tek želim.